S pomočjo PowerPointa ti bom razložila, kako deluje kanalizacija. Odpadna voda iz umivalnikov, kadi, pralnih strojev odteka skozi cevi. Po glavni cevi, ki je pod zemljo, teče od tlake do čistilne naprave. In iz čistilne naprave teče prečiščena voda pod zemljo ali v reko. Tudi pri kanalizaciji voda ne kroži, zato gre tudi tu za nesklenjeno omrežje. Kako deluje pa centralna kurjava? Voda se segreva v kotlu, ki je v peči v kurilnici. Črpalka pošilja vročo vodo v radiatorje in bojler. Ko se voda ohladi, se vrne nazaj v peč, kjer se zopet segreje, vroča voda teče nazaj v radiatorje in bojler. Pri centralni kurjavi voda stalno kroži, zato gre tu za sklenjeno omrežje. In kako deluje vodovod v hiši? Hladna voda pod zemljo priteče najprej do števca in nato naprej v hišo oziroma naprej v pipe. Del hladne vode gre v bojler, kjer se segreje, topla voda teče v pipe. Kanalizacija iz odtokov odteka v glavno cev. Da si lahko bolje predstavljaš, si oglej nekaj slik ljubljanskega vodovoda. In še nekaj slik ljubljanske kanalizacije. Skica centralne čistilne naprave v Ljubljani. Čistočo vode v čistilni napravi pregledajo v laboratoriju, preden pride v naše pipe. Kaj ne sodi v kanalizacijo? Odpadna olja in naftni derivati, ker se na čistilni napravi ne razgradijo. Gradbeni odpadki, to so cement, apno, malta, ker mašijo odtoke. Barva, topila, kisline, zdravila, ker uničujejo mikroorganizme v čistilni napravi. Trdi odpadki, to so blago, plastika, embalaža, ker mašijo odtoke. In organski odpadki, to pomenijo ostanki hrane, trava, listje, ker povzročajo gnitje in razmnoževanje glodavcev. Zato varuj naravo in v kanalizacijo ne meči zgoraj navedenih snovi.